Dobro večer in dobrodošli v prvi izvedbi Dežele pridnih v letu 2023. Moj del Dežele pridnih je pač razdeljena na dva dela, kot se za vsako spodobno deželo spodobi. Drugi del seveda upravlja in vodi Erik Valenčič. No, moj del Dežele pridnih pa je letos zasnovan kot štamtiš, kot stalno omizje, ki ga redno zasedata Matjaž Ličer in Miloš Kosec, ki sta seveda tudi nocoj moja gosta. Dobro večer. In ja, se pravi stalno omizje in pa seveda različne teme, ki se nekako poskušajo navezovati na stvari, ki se dogajajo, bolj ali manj resne. No in danes bom v tem postprazničnem času začel z manj resno, s katero, Matjaž, nagovarjam tebe. Namreč zasledil sem, da ima tvoja 11-letna hči, 11-letna, zelo jasen načrt za prihodnost. Namreč študirala bo fiziko, zato da bo, tako kot ti, ampak vendarle z drugim ciljem, da bo izumila časovni stroj, potovala v preteklost in umorila Marijo Terezijo, ker si je le-ta izmislila obvezno šolstvo. Zdaj, moje vprašanje zate kot očeta je, kako ponosen si na svojo hčerko? Ja, živa. Mislim, da starševskim ponosom je nasploh križ, ne? Oziroma jaz bom zagatal, ne samo v tem konkretnem primeru, kjer lahko zelo jasno povem, zakaj. Ne? Ampak najprej bi rekel tako, zdi se mi, da sprejemam, hvala. Najprej se mi zdi, da seveda vsaj jaz, ne, mogoče so drugi starši drugačni, ampak če začnemo že s to intimno platjo, seveda nimam vtisa, da imam zelo veliko vpliva na svoje otroke. Ne. Tako da v tem smislu potem ponos nekako ni na mestu. Ne. Če skratka ponos na neko arbitrarno okoliščino, na katero nimaš vpliva, je tako, kot bi bil ponosen na to, da si Slovenc. Ne. Zdaj, tako da v tem smislu nisem ponosen. Ne. Zdaj, v naslednjem smislu, v katerem nisem ponosen, je seveda to, da sem vseeno mal spontano kantovski, ne, in da seveda motiv, zaradi katerega se je odločila, da bi šla mogoče študirati fiziko, se mi zdi umor. Ja, pa ne samo umor, ne, tudi zelo specifično. Nekje sem bral, da recimo, če nekdo grozi ali recimo, da se bo samo poškodoval ali pa samomor naredil, ali pa tako, da je prvi korak, ki nakazuje, da je stvar resna, ne, je to, da v bistvu vejo, kako bi to izvedeli. Ne. No, moja hčerka ve, kako. Ne. Skratka, javila bi se med služin čat in jo zastrupila. Ja. Zdaj, jaz sem jo sicer pol vprašal, če se ji ne zdi, da če bi se to lahko zgodilo, da bi se že zgodilo, pač tako kot Terminator, ne? Nekdo bi pač prišel nazaj in za to poskrbel, sam nisem še prodaril s tem argumentom. Kakorkoli, naslednja stvar, ki se mi zdi pa pri starševskem ponosu, je pa to, ne, da sem se pogovarjal recimo z enim mojim soplezalcem, pa je rekel, da ko dela v dijaškem domu in ima veliko pravka z recimo otroki iz problematičnih družin, pa je rekel neko zelo krasno misel. Ne. In sicer, da imamo starši lahko na svoje potomce zmerno pozitiven vpliv ali pa ekstremno negativnega. Ne. Skratka, naša vloga ni simetrična. Ne. In v tem smislu se mi zdi, da bi lahko bil k večjemu blago ponosen, ne? Zmerno ponosen. Tako da, evo, na kratko, ne, nisem ponosen. No, ampak ta motiv, tako priljubljen, seveda sploh eksplodiruje z rojstvom žanra znanstvene fantastike, ampak upam si trditi, da je starejši od tega, se pravi motiv, ideja, iti v preteklost in popraviti
nekaj v sedanjosti, je strašno popularen, ne? In v pop kulturi in tudi v resnejših umetniških zvrsteh. In ja, logično vprašanje, ok, pa naj bo najprej zate, Miloš, kaj bi pa ti šel popravljati v preteklost, oziroma koga bi šel umoriti, zato da bi bil svet danes lepši? Ja, to je dilema, mislim, jaz sem verjetno mogoče predmodern človek v smislu, da se bojim popravljati preteklost. Tako da, in to ne zaradi kakšnih, ne samo zaradi moralnih vzrokov, ampak zaradi nepredvidljivosti tega početja. Mislim, da že na prvo žogo mene dobijo filmi, ki moralizirajo o posledicah, o nepredvidenih posledicah, ki vplivajo verjetno na te bolj, kot si predstavljaš. Skratka, absolutno je ta intelektualni izziv, kako misliti spremembo na primeru Marije Terezije, postane še bolj zanimiv, če začnemo razmišljati, da je nekdo res že potoval v preteklost in mogoče umoril nekoga, ki je poskušal umoriti Marijo Terezijo in tako naprej. Skratka, vedno smo že v rezultatu, katerega začetkov pa ne znamo predvideti. Tako da, kje bi obrnil kolo zgodovine? Zdaj, če se spomnimo na nam vsem tako ljubega Douglasa Adamsa, on pravi seveda, da je bila napaka storjena, ko smo se odločili, da zlezemo z dreves, čeprav nekateri drugi pa pravijo celo, da ne bi smeli nikoli ven iz juhe. Ne? Ja. Lahko samo skočim. Nekje tudi pravi, da je bilo na začetku ustvarjeno vesolje, kar na splošno velja za slabo potezo. Ja, zdaj si me samo še razširil okvire tega vprašanja, da sem paraliziran od strahu, da bi se odločil za karkoli. Okay. No, seveda ta fizikalni vidik te ideje, rekel sem, v pop kulturi je ta misel tako zelo popularna, pa ima tudi neko znanstveno osnovo, seveda, ne? Ampak mislim, ima, vsaj na spekulativni ravni, tako bom rekel, ne? Ampak kako v bistvu, a ti lahko kot fizik nekako si vsaj vzameš to svobodo, da ko gre za popkulturni fenomen, te stvari gledaš, bereš in ne noriš od besa? Mislim, ja, seveda, ja. Ne norim od besa, ampak zdaj ena stvar, zdi se mi, skratka to, kar recimo Miloša tako skrbi, da bi z neko malenkost spremenil pa blazno posego, tako kot veliko dejansko v popkulturi, veliko teh razvojev obstaja. Verjetno tako preprosto vse ne bi šlo zaradi tega, ker govorimo nenazadnje zdaj o metulnem pojavu. Metulj zamahne s krili in je na drugem koncu planeta čez nekaj časa hurikan. To je res taka posrečena prispodoba po svoje, ampak v resnici imamo ogromno dušenja v teh naših sistemih in se seveda to ne zgodi. Ni tako enostavno vplivati na velike sisteme, ker če ne bi zelo enostavno rešili podnebne spremembe, recimo, če bi bilo tako enostavno zelo velike spremembe dosegati po fizikalni plati. Skratka, moj fizikalni odgovor je, da me to ne skrbi toliko zelo, ampak bolj se mi zdi simptomatično, da v recimo popularni kulturi dejansko zelo obračunavamo na ta način s sedanjostjo, pri čemer se mi zdi to znak neke konceptualne pa tudi recimo realpolitične impotence, ker v resnici si lahko izmišljujemo blazno spektakularne scenarije, kaj bi bilo treba spremeniti pa v časovni stroj. Kakor da je edina rešitev na zagate sodobnosti je časovni stroj. Skratka, znanost nas bo rešila nekoč. V resnici pa težave, s katerimi se soočamo, niso znanstvene težave. Podnebne spremembe niso znanstveni problem. Znanost je svoje povedala v dovolj veliki meri, zdaj, naš problem je političen problem. Tako da se mi zdi vedno ta eskapizem v tehnologijo pa v znanost nek alibi za to, da se ne naredi teh stvari, ki bi se jih morali narediti. Tako da v tem, kaj bi spremenil dan, skratka,
če bi obrnil optiko, ne, pa bi rekel, da sedanjost je v bistvu jutrišnja preteklost. Ne. Skratka, namesto da bi se zdaj sprašal, kaj bi v današnji preteklosti spremenil, se raje vprašam, kaj bi v jutrišnji, ne, se pravi danes. Pač zelo preprosto. Ne. Treba bi bilo zregulirati nekatere recimo tržne mehanizme, davčne oaze. Verjetno nekdo, ki je bolj izobražen na tem področju, kaj jaz bi lahko pač naštel neko serijo ali ne, ki so zelo enostavne za razumeti. In potem ne rabimo časovnega stroja. Ne. Oziroma lahko uporabimo tega, ki ga imamo na voljo. Ne? Ja, ok, regulacija, ja. Tudi o regulaciji je bilo že takoj po začetku novega leta precej govora, čeprav na enem zelo banalnem primeru, ki pa se je meni zdel strašno zabaven, oziroma cela štorija se mi je zdela strašno zabavna, na primeru tega, kako potujejo naši oblastniki, oziroma v tem primeru oblastnica. Se pravi, leto se je začelo z eno tako štorijo, ki se mi zdi, da vključuje toliko enih hecnih ali pa celo bizarnih arhetipov in simbolov in nevralgičnih točk, da bi bilo po mojem o tej zgodbi možno napisati konkretno, sicer ne resno, ampak vendarle zelo zanimivo analizo, analitsko knjigo. Namreč pot naše predsednice parlamenta na novoletni koncert. Zdaj, zakaj se mi zdi to tako zabavno? V redu, že naša prva med enakimi, ko govorimo o poslankah in poslancih, ima že ime, ki aludira na štorijo, ki jo vsi dobro poznamo, se pravi Urška, ne? In tako imamo cimbale in gosli in takoj pomislimo na to, kako pride nek skrivnostni tujec in odpelje Urško tja, kjer se Donava bistri, pridruži se Savi in tako naprej. No, tokrat se Urška odloči, da ne bo šla po vodi, ampak po zraku, odloči se, da ne bo šla proti jugu, ampak gor proti severu, ampak to je vse ta nek naš geografski prostor, ki nas pač, ki nas zgodovinsko definira. Ta tujec, ki pride iz vode, itak je malo sumljivo spominja na nekega tujca od dol, ima neko to arhetipsko, ne vem, turškost v sebi, da tako rečem. No, tokrat pa gre Urška na veliki oder, gre v prestolnico, gre na Dunaj, na prireditev, ki jo res vsakoletno verjetno vsi spremljamo, pa niti ne vemo zakaj, tu če sploh ne poslušamo klasike, pač gledamo novoletni koncert, ker to paše zraven onih pogretih sarm. Ona pride tja na veliko sceno, ki je, kot vemo, zelo domača in se v njej zelo dobro počuti. No, potem pa pride domov in glej ga zlomka, jo pa naenkrat napičijo, zakaj je bilo treba tja leteti po zraku, če bi pa lahko šla po zemlji. In ta njena prva reakcija mi je bila fenomenalna, ker je spet vključevala eno tako lepo metaforo, ko je rekla, kako pa naj grem s kočijo. In sem se seveda takoj spomnil na Bora Đorđevića in na bečke konjušare, kar seveda mi vsi po spisku smo, se pravi, s to kočijo je nevede v bistvu spet, kot da bi rekla, jaz nisem bečka konjušarka, jaz ne bom s kočijo hodila na Dunaj, jaz bom šla z avionom, ker nismo več to, kar so nam včasih učitali, da smo in tako naprej. In že sam koncert mi je že sam koncert, novoletni koncert Dunajskih filharmonikov, kot je seveda vrhunski glasbeni dogodek, je hkrati en tak hecen relikt preteklosti v formi, tako izgleda pač kot res ena parada malo meščanstva. Skratka, vse v tej zgodbi se mi zdi, da kar kliče po enem premisleku, če pa že ne premisleku, pa vsaj zajebanci. Kako sta pa, a je vaja tudi ta štorija tako presunila kot mene, ali pa vsaj vam dala kaj zamisliti? Meni si da zamisli ti zdaj, ker si neposredno paralelo z, ko bi rekel, privlačnostjo ene take južne perspektive, ki je gotovo prisotna v originalu, v Prešernovem originalu, kjer je v bistvu kontekst Ljubljane začetka 19. stoletja, recimo vse v času, ko je Prešeren pisal pesnitev Urškin po vodnem možu, je v resnici malo bolj provincialna
varianta tega Dunaja, ki zdaj deluje bolj eksotično kot takrat. Ne. V tistem času so bili člani, vsaj častni člani Ljubljanske filharmonije, recimo Beethoven, pa Haydn in tako naprej. Skratka, ta bogovi, katerih glavni tempelj je dvorana, v katero je Urška poletela zdaj, v 21. stoletju. In v tistem kontekstu verjetno Ljubljančanov ni razganjalo od, čeprav novoletnega koncerta takrat seveda še ni bilo, kot smo se lahko podučili v mnogih spremljevalnih člankih, prav v teh tednih je v bistvu to izum nacistične zimske pomoči. Mislim, da leta 40 ali pa celo 39 v prvi vojni zimi so organizirali prvi dunajski koncert za pomoč revnim, zato ker je izbruhnila vojna. Ne. Seveda so sprožili te isti ljudje, ki so organizirali tudi zimski koncert. Tako da to je tudi zanimiv zgodovinski kontekst. Ampak v 19. stoletju, čas ilirskega gibanja, čas povezovanja, vsaj kulturnega povezovanja različnih južnoslovanskih narodov in ta vabljivost Beograda, kjer se tega sotočja je blagotov ta fascinantni drugi. Ne? Recimo, da je bil namest novoletnega koncerta, bi danes rekli, da je v Beogradu to Urško čakal, ne vem, trubaški festival. Nekaj najbolj eksotičnega, možnega na najvišjem nivoju. Ne? In danes je gotov zgodba obrnjena. Se mi zdi po letu 91, ko če ne gre že v Švico, gre pa vse v Avstrijo, ta nov severni horizont, severna obzorja in je pa to dovolj eksotično za nas, da lahko fantazijo preusmerimo nekam nazaj proti Dunaju. No? In to kolebanje med Beogradom in Dunajem je po mojem, da ne glede na prevozno sredstvo, ena taka dolga zgodovina tega leitmotiva. No? To je meni padel na glavo zdaj, v glavo, ko si govoril, da gre za redefinicijo tega eksotičnega drugega. Ja, zelo mi je všeč ta poanta tega našega, recimo, spontanega orientalizma, ki ga sami sproduciramo in mu pol podležemo prostovoljno. Zdaj, jaz moram reči, da dokler nisi ti omenil tega dogodka, da nisem bil zelo pozoren nanj, ampak jaz moram reči, da mene v resnici nič ne moti, da je šla s Falconom na Dunaj. Vsi razumemo, koliko je zgrešena poteza, tako, o tem ni nobenega dvoma. Moti me pa ne zato, ker tudi če ne bi šla, ne bi bilo nič drugače, ker spet v redu, to je politično neoportuna, neka pač simbolno spodletela gesta, ne, da letiš s Falconom na Dunaj, ampak v resnici spet, tako kot smo prej rekli, da namesto da bi pač naredili stvari, ki jih je potrebno narediti, pač se zatekamo v neke tehnološke eskapizme, je tukaj taka podobna situacija. Zdaj, saj vseeno gre ona na Dunaj s Falconom ali pa skočijo. Dokler mi ne sprejmemo neke sistemske zakonodaje, da bomo vsi mi lahko živeli se pravi nizkoogljično, je v resnici vseeno, gre zdaj ona na Dunaj s Falconom ali ne, tako, kar se tiče emisij. Zdaj, kar je mene fasciniralo pol pri celi tej zgodbi, je ta njena spontana reakcija, a ne grem skočijo. To se mi zdi tako, ne vem, želel bi si, da bi imeli končno neke politike na ravni naloge. Mislim, obstaja serija boljših političnih gest, pač se upravičaš, rečeš, ja, v redu, pač sem ga polomil, bom naslednjič boljš. Skratka, na nek način več zavedanja tega, da je politika pač ukvarjanje za skrb za skupne zadeve. Mogoče bi sam dodal tle, da zdaj, ko si govoril, se strinjam, pač ta moralističen shorthand reševanja problemov, da preverjamo pri drugemu, recikliramo smeti, medtem ko svet gori od zadaj, se je tukaj lepo izkazal. Obenem je pa istočasno zaokrožila novica, da predsednik vlade ne bo šel v Davos na Svetovni gospodarski forum, ki je razvpit potem, da tja prileti
200 ali pa 300 zasebnih jetov in se parkirajo in medtem njihovi gospodarji govorijo o reševanju svetovnih problemov, potem spet tudi letijo nazaj in je vse spet isto, če ne huj. In tukaj je pa čist, če bi bil v vlogi recimo PR službe, ne, bi si zdaj vladne PR službe, bi si razbijal glavo, kako slaviti nedejanja, ne? Kako slaviti to, da nečesa ne narediš. Ne? Sej verjeten obrazlog... Carbon offset. Sam kako, nismo še izumili načina, da bi to lahko definiral kot, da si nekaj naredil, če nečesa nisi naredil. Ja, to je pa odlična poanta, ja. Ampak mislim, da je v resnici ta poanta je pa v bistvu bistveno širša in bi rekel, da je mogoče pereč problem recimo kompletne znanosti. Ne. Te negativni rezultati. Ne. Skratka, naš odnos do negativnih rezultatov, naš odnos do tega, da nekaj ni obrodilo sadov. Ne. Tako smo fokusirani na nek pozitiven cilj, ne. Da tudi ko se nam zgodi, da pač neko delo ne obrodi sadov, kar je popolnoma legitimen znanstven rezultat, pač to lahko pomeni konec kariere, ne, danes. Ne. Čeprav stalno poslušamo o ponovljivosti, ne, v znanosti, ne. Ampak to, da pa nekdo ne uspe reproducirati neke objavljene študije, mu lahko zapečati kariero. Ne. In skratka, zdi se mi briljantna poanta, ne, dejansko ta shift ni narejena. Ne. Tudi očitno predsednik vlade ne more tega prodati kot. Verjetno bi se dal najti nek spin. Ne. Sam bi bil res infantilen. Ne. Ona je šla na Dunaj, zdaj pa jaz ne morem. Na dve zadevi sem se spomnil najprej glede teh negativnih rezultatov. Če se spomnite pred 2 mesecema, ko je prišlo do tega velikega odkritja, se mislim, da smo se nekaj tudi pogovarjali takrat o njem, števnikov v tem starem rokopisu, slovenskih števnikov. No in takrat, ko sem malo kasneje vodil tudi en pogovor na to temo s Kozmo Ahačičem z Inštituta Frana Ramovša, je med drugim izpostavil prav ta problem, da brskanje po arhivih, ne, da, ker je to neko početje, ki je popolnoma skregano s to ciljno logiko znanosti v smislu, ne, zdaj imam jaz projekt, 3 mesece ali pa pol leta ali pa 3 leta se nima veze, toliko pa toliko časa imam, zato da in prišel bom do teh rezultatov. Ne. Brskanje po arhivih je nekaj, kar je čisti srečelov, kar je čista loterija. Preprosto pač nekdo ti mora financirati oziroma pač dati za tisto, ti, ki brskajo po arhivih, so praviloma zelo skromni ljudje, nekdo ti mora dati za tisto žemljo pa klobaso, zato da nekako preživiš in brskaš, nikoli pa ne veš, da boš kaj najdel. Ne? No, druga stvar, to glede tega, nekaj je treba narediti, me je pa spomnil na, ne vem, če ste gledali, ki se je bil kar luškan film Death to 2020. Tam je pač nek lik nekega, to je v bistvu mockumentary, se pravi izmišljen dokumentarec, nek lik, ki bi bil lahko nek Elon Musk, ne, se pravi človek, ki ima vse in ki ima hkrati tudi to zavedanje o tem, kakšen je ta svet, podobno kot žal ima to zavedanje tudi Elon Musk, pač zelo samo svoje zavedanje. No in ta človek razlaga, kako je prvič slišal Greto govoriti o tem, kam gre ta svet in si je rekel, nekaj je treba narediti. In potem ga vprašal novinar, no in kaj ste pa naredili? In on pokaže, evo, tole sem zgradil, tole je bunker na Novi Zelandiji, 5 kilometrov pod tlemi, tle sem varen. Ne. Skratka, nekaj je naredil glede tega, da svet gori. No, se pravi, najprej, če se vrnemo, pa se nočem zdaj tle osirati naše predsednice, to pač jemljem kot študijski primer. Se pravi, najprej so se zgodile te kočije, potem v drugi fazi, to pa je že faza, v kateri so očitno neki spin doktori spregovorili in spregovorili so na en tak oziroma dal nasvet, s tem, da ta nasvet je bil zelo na prvo žogo. Čeprav, ja, praviloma deluje, ne. Gre pa tako, ko si v frki povlečeš not otroke. Ne? In tudi ona je naredila nekaj podobnega, evo, zdaj se vračamo k začetku in k otrokom. In ta poteza se mi je zdela zanimiva, v bistvu čisto na nekem konceptualnem nivoju, ker je seveda izprožila potem debato o
spet, ne, že milijontič to debato o zasebnosti politikov in političark, ne, v kolikšni meri imajo pravico do svojega zasebnega življenja. Še dodatno je potem to debato podžgala nova spremljevalka prvega ministra oziroma predsednika vlade in potem spet, ne, ta debata je na dnevnem redu, ampak ni po svoje ta cela tema o zasebnosti javnih osebnosti v času, ko vsi, eni nehote, eni pa načrtno, ker se pač grejo neko influencerstvo, v bistvu razprodajamo svojo intimo, popolnoma deplasirana. Se ima sploh o tem smislu pogovarjati oziroma na katerem nivoju se ima smislu pogovarjati o tej temi. Jaz tako intuitivno bi rekel, da če želimo imeti vse približno normalne ljudi občasno na kakšni funkciji, se še splača vztrajati na fikciji 19. stoletja, da obstaja zasebnost, pa obstaja javno življenje. To je res v zgodovini razmeroma kratek pojav, ne? In pred 19. stoletjem je bilo popolnoma običajno, da lahko vsak, ki je imel dovolj denarja, da si upaše meč, obišče Versailles kadarkoli in si tudi pogleda spalnico svojega vladarja, če vladar takrat ni noter spal, ne. Pa se mi zdi, da Ludvik XIV ni mogoče idealen model za današnjega funkcionarja. In po mojem, da ima odnos do zasebnosti, to si bom dovolil biti meščanski, no, ker je meščanstvo le izumilo delitev med zasebnostjo pa javnostjo, da vsaj pri taki predstavniški demokraciji, dokler jo bomo pač imeli, se mi zdi, da je bolj varno imeti na oblasti ljudi, ki bi radi ločevali zasebnost in javnost, kot pa tiste, ki z užitkom tudi svoje zasebno življenje vpenjajo v PR zgodbe. Ampak kot rečeno, dopuščam možnost, da sem tukaj pretirano konzervativen. Ja, če je Miloš pretirano konzervativen, sem jaz tudi. Ne. Jaz mislim, da je to absolutna iluzija, ki jo je treba vzdrževati. Eno je ta ločnica med zasebnostjo pa javnostjo pri politikih. Drugo je pa, če si že omenil otroke, ne. Jaz bi rekel nekako tako. To, da javni funkcionar vplete svoje otroke v neke zgodbe, to je njegov spodrsljaj. Jaz še vseeno ne bi rekel, da je to potem bianko menica, da lahko vsi razpolagamo z zasebnostjo otrok oziroma družinskih članov. In v tem smislu bi absolutno se strinjal, ne. Poleg tega, mislim, se strinjam s tabo, da je zelo težko biti konsistenten na področju zasebnosti, a ne, sploh če imaš odprt račun pri Googlu, pa si prisoten na družbenih omrežjih, pa je težko biti konsistenten, ampak jaz bi vseeno rekel, da si zaslužimo pravico do tega, da si sami izbiramo modus te nekonsistentnosti, a ne. Zato, ker če nehamo vzdrževati to iluzijo, ne, to konzervativno iluzijo iz 19. stoletja, se bojim, da smo zelo hitri na Kitajskem, na teh državljanskih točkah kitajskih, a ne. Tam pač nimaš v resnici zasebnosti, ne, in enostavno si konstantno. Točkovanje državljanov. Citizen score, ja. Skratka, vsi verjetno seznanjeni s tem, a ne. Skratka, vsaka tvoja gesta, kjer te lahko posname javna kamera, je nekako kvantificirana in si ti pač ocenjen. In glede na te točke, kako si se obnašal na vlaku, pa v trgovini, pa a si bil na demonstracijah, pač določajo, kakšen kredit boš dobil, boš sprejet na neko delovno mesto in tako naprej, ne. Zdaj, to je ta svet brez zasebnosti, ne. Jaz bi vseeno rad živel v iluziji, da še vseeno obstajajo neke utrdbe, no. Ja, tako. Ok, če zamenjam temo, pa pustim Dunajske filharmonike, ampak ostajam na nek način v preteklosti, ampak bolj v preteklosti kot času, ki se ga spominjamo, ne? In pri organizaciji tega spomina zdaj na dve veliki osebnosti iz tvojega primarnega foha se tukaj v bistvu
obračam oziroma o njih bi spregovoril iz preprostega dejstva, ker si nekako sledita v tej naši organizaciji spomina, se pravi, ravno se je končalo Plečnikovo leto in začenja se Ravnikarjevo leto, se pravi, sledita si leti dveh velikih in pomembnih arhitektov, ki sta zelo oblikovala, seveda bistveno oblikovala naš prostor, ampak bi najprej čisto na načelni ravni zastavil vprašanje, ker že sami te gesti, da nekemu letu rečemo, ne, Plečnikovo leto, Ravnikarjevo leto ali pa ne vem, Koščevo leto. Ne vem, potem se verjetno enkrat, ko umreš, pa če si bil pomemben, pa ti pomembneži tam gor se med sabo kregajo pa rečejo, ja, moja ulica je večja kot tvoja, pa reče, ja, ampak imaš leto, ne. Aha, jaz imam leto, ne. Skratka, res monumentalna stvar, ne. Ampak najprej čisto praktično, glede na to, da si bil kar precejkrat v bistvu nekako udeležen v raznih debatah in seveda tudi delovno vključen v te procese. Kakšni so dejansko rezultati teh projektov, se pravi tega, da neko leto poimenujemo Plečnikovo leto in ga potem celo leto živimo, ne? Ja, jaz osebno nisem zagovornik let z imeni in priimki. Jaz mislim, da je absolutno pomembno, ključno, da o delih bolj kot o osebnostih govorimo, tako da v njih razmišljamo, da dejansko Plečnik in Ravnikar manj mogoče skozi svoje leta, to bi bil najboljši dosežek Plečnikovega Ravnikarjevega let, da o njima manj razmišljamo kot o nekih mitičnih figurah. Dobro, Ravnikar mogoče v splošni javnosti še nima te vloge, Plečnik se je pa pretvoril v zadnjih 10-20 letih bolj pač v neko turistično identifikacijsko figuro. Obenem je pa po mojem, da pomembno, da se istočasno bolj kot v tako imenovanih svinčenih letih tudi devastira njegova dela. Je po mojem, da je tukaj obstaja neka paralela. Zakaj je to povzdigovanje, včasih svetniško povzdigovanje Plečnika, ne pozabimo, da ta kandidatura za svetnika še vedno traja, ne, ni bila razrešena, ampak čisto možno, da bo in to ugodno enkrat razrešena, skratka, in povzdigovanje, demoniziranje Plečnika kot protofašista, recimo, da obstaja neka paralela s tem, da se njegova dela še nikoli, po mojem, v zgodovini niso bila tako ogrožena, kot danes. Ne? Tudi v svinčenih časih, ko je bil politično gledano še kako sporen. Tako, ja. In po mojem, da je bil bolj arhitekturno takrat sporen kot politično v resnici, ker mene ne bo noben prepričal, da je Plečnik takoj po vojni padel v nemilost, ker so resno razmišljali o realizaciji njegove katedrale svobode, politiki, ker je na koncu koncev bil izbran za arhitekta Titovega paviljona na Brionih, skratka zelo simbolno močne strukture, ker je postavil nebroj NOB spomenikov po državi, ker so mu dali v visoki starosti za prezidvati v bistvu njegov poslovilno izjavo, križanke. Skratka, po mojem, da tukaj ni šlo za neko politično... Mimogrede, pred kratkim so odkrili, da je dobil v last tudi nakaznico, s katero je lahko obiskoval v visoki starosti te specialne trgovine, ki so bile sicer namenjene samo politični vrhuški, skratka, ko so bili že te magazini, no, za politično elito. To je malo znana gesta, recimo cerkev na Slovenskem je nikoli ne omenja, ne, ker za njo mora biti Plečnik mučenik. Ampak poanta je manj o tem, kaj je Plečnik bil, mislil in kako je govoril, ampak preprosto dejstvo, da za nas je Plečnik zanimiv kot nekdo, ki je ustvarjal edinstvene ambiente, ki še danes spreminjajo realnost, ko se premikaš skozi te prostore. Bom zelo na hiter povedal, ker vem, da tukaj obstaja nevarnost, da ne neham govoriti, ampak Plečnikove ureditve po Ljubljani so prostori, ki so še danes, jih je zelo težko zapirati, jih je zelo težko instrumentalizirati, zelo težko jih je izračunavati v stopnino. Obstaja en strukturni razlog, zakaj se otroci in mladostniki, in jaz sem v obeh obdobjih svojega življenja preživel kar nekaj časa, ne vem, na Šancah, ob Vegovi ali pa ob Ljubljanci, tako kot številni po mojem, da s pivom v roki ali pa smo se kot otroci tam igrali. To so prostori, ki se iz takih ali pa drugačnih razlogov upirajo neki preprosti komodifikaciji pa instrumentalizaciji. In seveda absurdno, da mestna oblast danes, ki dela vse drugo kot to,
obenem nekatera izmed njegovih del v bistvu kanonizira, no, druga pa ruši. V mnogo čem so Plečnikova dela vnaprej zgrajena kritika urejanja prostora, kot se to dogaja v Ljubljani zdaj. Ne. In če imamo kakšno uporabnost teh 2 let je, da se pozornost preusmeri na to izjemno srečo, da imamo vsaj v arhitekturi 2 svetovno pomembni osebnosti in predvsem deli opusa, ki jih k nam hodijo gledati mnogi tujci. In to je nekaj, kar ne pomeni samo srečo, ampak tudi odgovornost. No. Moje mnenje glede let je pa, da so zelo podobna spomenikom. Na prvi pogled so slavljenje tistih, katerim so postavljena, ampak zelo velikokrat pa postanejo razlog za to, da se nam ni treba spominjati. Če postavimo spomenik, gor napišemo to, o čemer bi morali dnevno razmišljati, postane spomenik zelo hiter objekt, ki se spominja namesto nas, tako da nam ni treba razmišljati o tem. Jaz ne mislim, da so leta, ki so poimenovana posebej na to obsojena in trdo delamo na, tako smo pri Plečniku delali, kot delamo v Ravnikarjevem letu, da bi uspeli premestiti pozornost javnosti in tudi strokovne javnosti na dela in da bi se začeli v njih kritično, ampak tudi navdušeno pogovarjati in jih tu začeti varovati. Ampak to je nevarnost leta, ki ima ime in priimek. Ravno to, da nehamo razmišljati o tistem, kar je najbolj dragoceno. Tako da pragmatično pa to za nekoga, ki dela v muzeju, pomeni, da ima vsaj potencial tega, da bojo reflektori nekaj časa usmerjeni na ime, za katerim pa stoji nekaj izjemnega in poskuša to izkoristiti. Bi še sem za trenutek le ostal, a si hotel? Ne, hotel sem pravzaprav reči, da nimam česa dodati. Bi še ostal za trenutek pri tej temi in ja, pač, če se že začenja Ravnikarjevo leto, v svoji zadnji kolumni pač si spregovoril oziroma se razpisal o gotovo najbolj znanem v tem smislu, da preprosto mimo njega res ne moremo o Ravnikarjevem delu, se pravi TR3, obeh stolpnicah na Trgu Republike in o zasnutkih, ki so obstajali takrat, ko je Ravnikar to stavbo začenjal na njej delati in o možnosti, vsaj neki potencialni možnosti, da se morda tista ideja dejansko uresniči. Zdaj, ker predstavljam si, da niso vsi brali tvoje kolumne, bi se ti dal mogoče še enkrat razložiti, kaj bi lahko potencialno se vzpostavilo na Trgu Republike. Ja, celoten kompleks Trga Republike, ki v bistvu, kot vsi veste, sestavljata 2 veliki trikotni stolpnici, ki tvorita, po mojem, da eden izmed boljših, pa edini slovenski primer slavoloka, ogromnih dimenzij, ampak seveda tudi trg pred tema stolpnicama, kompleks Cankarjevega doma, vse te nizkih pritličnih elementov, ki ta kompleks povezujeta, Maxi Market in še nekaj manjših prizitkov, ki v bistvu iz enega kompleksnega prostora ustvarijo raščeno modernistično mesto, to je nekaj, kaj kar redko tudi v svetovnem merilu. Ponavadi so se modernistične stavbe še posebej, tako kot v Braziliji, recimo, če jo poznate, postavljale na neki tabuli razi, na izpraznjenem prostoru, ki je bil potem popolnjen zelenjem. Tukaj gre pa za nadaljevanje raščenega mesta, ki ga je Ravnikar počasi izoblikoval. Skratka, ta cel kompleks je bil originalno zamišljen kot centralno vladni kompleks takrat Socialistične republike Slovenije. Potem se je pa tudi te 2 stolpnice ne bi bili precej višji. Potem se je pa zelo tipično za eno poznejše obdobje, danes govorimo o socializmu kot o planskem gospodarstvu, pa ni bil, že v 60-ih naprej je bila Jugoslavija državno tržni sistem, recimo temu, in zaradi gospodarske krize se ta velikopotezna akcija ustavila, Ravnikar mora znižati stolpnice in stolpnice v bistvu rešita 2 podjetji, Ljubljanska banka pa Iskra. Ne. Iskra potem jasno to propade, proda. V času tranzicije Ljubljanska banka se seveda izum kot nova Ljubljanska banka iz znanih razlogov in je še vedno not, ampak predsednik uprave je pred
letom, dvema v intervjuju zelo jasno napovedal, da banke nimajo več kaj iskati na tako luksuznih lokacijah, da mislijo zmanjšati svoj ogljični odtis med drugim, da bojo šli nekam... Nekaj je treba narediti. Ne? Ja, nekaj je treba narediti, ja. In da bojo... Bunker za NLB. In da bojo ta objekt prodali. Ne? Očitno ga bo prodali v roku 2 let. Skratka, tukaj se mogoče v enem spet obratu zgodovine pojavlja možnost, da se v to stolpnico naseli prvotna funkcija, da tako rečem. Pisal sem o dejstvu, da bo ta stolpnica čez 2 leti prazna in na trgu. Na trgu z veliko začetnico, ne, ker je na najbolj očitni lokaciji na trgu Republike, nekdanjem trgu Revolucije, ampak spet smo pred tisto staro dilemo, ko se soočamo z dejstvom, da se državne inštitucije so tisti kolektivni subjekt, ki izkazuje najmanj zaupanja v svoj obstoj v Sloveniji. Gre za to, da ni racionalnega razloga, zakaj država teh stolpnic ne bi odkupila. Ali pa te, ki bo na prodaj, čez 2 leti ne bi odkupila. Poudarjaš v tekstu tudi to, da seveda cel državni aparat domuje oziroma da je kupica prostorov, v katerih domujejo inštitucije najemniških, se pravi, Tako. da se... En ogromen del državnega aparata je v zasebnih komercialnih prostorih, generičnih pisarniških stavbah, za katere davkoplačevalci na leto plačujemo desetine milijonov evrov. In najbolj osnovni izračun kaže, da so te prostori od leta 1991 do danes, pa širijo se z vsakim letom, večkrat preplačani. In tukaj pač seveda se soočamo z eno zelo podobno dilemo, kot jo ima recimo mlada ali pa ne več tako zelo mlada družina, ki ni kreditosposobna. Ve, da bi bilo mnogo ceneje kot najemati stanovanje kupiti. Samo si tega ne more privoščiti. No, slovenska država je po situaciji, ko si to komot privošči, pred kratkim so bile državne obveznice, je bilo za njih, mislim, da skoraj 10-krat več povpraševanja, kot jih je bilo pa na voljo. Skratka, kreditojemalci stojijo v vrsti, kreditodajalci stojijo v vrsti, država pa, če se mi pa zdi, da na način, kako pristopa do gospodarnosti lastnih prostorov, v bistvu izkazuje, da dajmo najeti še za tole leto, se tako ne vemo, kaj bo naslednje leto. Ne? Skratka, država je ta subjekt, ki izkazuje najmanj zaupanja v svoj obstoj, ker drugače bi bilo popolnoma jasno, kaj je za narediti. Poudarjam, da tukaj ne gre za poziv, rabimo markantno oblastniško palačo, ampak gre po mojem, da za edino trajnostno odločitev, če ima že zgrajeno hišo, ki je poleg vsega v osi parlamenta in je bila originalno namenjena tej funkciji, katere lastništvo bo mnogo cenejše kot najemanje financiranje v bistvu zasebnih lastnikov nepremičnin v prestolnici, potem mislim, da tukaj sploh ni nobene debate. Pa se kljub temu, ki ta ni zgodil že takrat, ko je Iskra prodajala svojo stolpnico. Kaj misliš, da bi dobili na simbolni ravni s tem, da v bistvu, to je bila neka taka koncentracija, prostorska koncentracija oblasti. Se pravi, dejansko bi se tam od Gregorčičeve do Šubičeve zlilo vse. Ne? Ja, jaz bi začel z disclaimerjem, da sem popoln urbanistični pa arhitekturni analfabet, ampak jaz sem tudi bral Miloševo kolumno in kolikorkoli je to že vredno, meni se zdi, da je absolutno vredna izpeljave oziroma ima absolutno več sinergij, kot anticipiram težav. No. Tako da nimam nič pametnega za povedati, razen tega. Ne, ampak če se pogovarjamo o tem, mene ne vem, zakaj me ob tej ideji, da se celotna oblast zgosti v Ravnikarjevi stolpnici na Trgu Republike in mičkan tesnoba zagrab, pa ne vem zakaj, nekaj neprijetnega mi je v tej ideji. Misliš, zato, ker sta 2 stolpnici, ki sta v grozdu in v katerih je oblast, spomne to na New York leta 2001, to je bil namreč eden izmed komentarjev, da je nevarno združevati toliko stvari na isti točki. Ne, nisem imel tega v mislih, če pa zdaj, kar rečeš, seveda... Sodišče je druge, ne? Tako da... Dobre, to je res, nimamo vseh vej tam. Vrnil bi se k tej organizaciji spomina.
Pa, Sam na to sem se spomnil, če se ti zdi, da bi imelo pravka z neko pretirano simbolno digniteto tukaj. Ne. Se spomnim, kakšno stavbo je hodil Borut Pahor predsedovati. Ne. Pa mogoče te ne bo toliko skrbel, ne. Da bi bilo toliko simbolno obremenjeno to. Ne. Katero stavbo imaš v mislih? Ja, to na Gregorčiča. Aha, Hočem reči, vsako stavbo se da ponižati, samo to. ja. Te spremembe namembnosti, oprosti Matjaž, ker zdaj smo v teh arhitekturnih zadevah, oprosti, se bom, itak te pa skozi vabam, da se... Ja, jaz nikoli ne dajem disclaimerjev, ko govoriš v fiziki, pa absolutno nič ne vemo. Ne, te spremembe namembnosti se mi zdijo v bistvu ful blazno zanimiv fenomen. Ne vem, zakaj spomnil sem se takoj na en zelo razvpit primer iz zgodovine, pač ko Turki pridejo v Carigrad leta 1453 in je tam Hagija Sofija, ne, sveta modrost, seveda bizantinska katedrala, glomazna, čudovita in pač očitno premorejo dovolj tega nekega common sensa, ko jo gledajo, kaj bi zdaj z njo naredili, da rečejo, ne, tega nima smisla rušiti, ne, ta zadeva je prevelika, da bi jo rušili, dajmo postaviti okoli minarete, pa jo spremenimo v mošejo, pa jo spremenimo v džamijo in to sicer vmes dolga leta ni bila, zdaj pod Erdoganom je spet postala, ne, kar precej časa je bila seveda muzej, zdaj pa je spet dobila svojo sveto vsebino. No, ampak to se mi zdi v bistvu zelo lep primer tega, kar je po eni strani arhitektura kot umetnost, daje občutek, da je skoraj večna, no, pač v redu, nič ni večno in ja, obstajajo potresi in podobne zadeve, ampak v tej svoji monumentalnosti daje občutek, da bo preživela skoraj vse. Potem pa se zgodi v bistvu zelo banalna poteza, zelo banalna stvar. Spremeni se namembnost tej stavbi, ne? Tako kot je primer na TR3, tako kot je primer Hagije Sofije, sicer sta zelo različna, ampak princip je isti. Spremeni se namembnost in naenkrat tista osnovna ideja, ki jo je imel umetnik, ne? Ki jo je imel arhitekt, je v bistvu lahko obrnjena na glavo, ne? Lahko radikalno spremenjena, sam pa vpliva na to, absolutno nima, tudi če je slučajno še živ. Ne? Ja, to je res. Jaz bi tukaj dodal sam še to, da je vsaka stavba, ko je zgrajena, na nek način že naseljena s funkcijo, za katero je zastarela. Ko se delajo natečaji so ena fantastična forma javne diskusije, kjer sodelujejo arhitekti, urbanisti, naročniki, financerji in je en zelo transparenten javni postopek, ko različne stroke skupaj razmišljajo, kakšna stavba bi najbolj odgovarjala neki namembnosti. Ampak vedno znova se izkaže, da še tako skrbno pripravljena natečajna naloga je v bistvu tako kot pri vsakem naročanju nove hiše ali prenove stanovanja pač bolj odraz želja kot tega, kako realno življenje poteka. Če nekomu daš prazen list in ga prosiš, da ti pove svoje najbolj divje sanje, kako bi njegova inštitucija ali pa njegova družina morala živeti, se naročnikom dostikrat zdi, da so sprostili vse uzde svoje domišljije, v resnici pa največkrat pač gre za preprosto dejstvo, da znamo razmišljati o prihodnosti tako, da ponavljamo to, kar smo že videli, ali pa kar smo že izkusili, ali pa samo skalamo svoje vsakodnevno življenje zdaj. Ne? Hočem reči, realno življenje je vedno drugačno od tega, za kar si predstavljamo, da bo. In vsaka stavba, ko jo odpreš, je na nek način že zastarela za program, ki se v njej odvija. To ne pomeni, da je vsaka arhitektura, ko je zgrajena, slaba, ampak za preprosto dejstvo, da je včasih bolj produktivno, po mojem, da zgraditi hišo, ki se ne obremenjuje kaj dosti s programom ali pa z namembnostjo. Potem pa pustiš, da jo naseli ta program, kakor jo bo. In to mogoče se sliši naivno, ampak v bistvu tako je projektiral Plečnik. Narodna univerzitetna knjižnica, ki je verjetno najbolj slavna, tudi v svetovnem merilu, slovenska arhitektura 20. stoletja, ki je izjemna arhitektura, je prostorsko in tlorisno v bistvu dosti brezupna za knjižnico. Ima tloris
florentinske palače. Ima poln sob ob strani, eno avlo, veliko mogočno stoplišče in slavnostno dvorano. In Plečnik Kneb je za to stavbo rekel, da sej čez nekaj desetletij bojo zgradili novo, sodobno knjižnico. Jih bo srečala pamet? Ja, ni vedel, koliko časa gradna knjižnica v Ljubljani dejansko poteka. Zdaj se že 40 let pogovarjamo o tem. Ampak v mestu bo pa ostala ena lepa večnamenska palača. Ne? In čeprav se to ni zgodilo zaradi popolnega razsula organizacije, ne? In v bistvu tudi ene želje, da bi dobili eno normalno infrastrukturo, je po mojem, da v tej več resnice, to ni po mojem, da je konzervativen pristop do projektiranja, čeprav je mogoče bil Plečnik konzervativen arhitekt v tem smislu, ampak v bistvu je zelo trajnosten. Poglejmo center Ljubljane. Center Ljubljane je sestavljen iz stavb, pod katerih nobena razen cerkve pa mestne hiše ni več v izvornem stanju. Ne? Dobro, tudi zaradi potresa? Ne, v Ljubljani imamo eno tono baročnih in še starejših hiš. In naseljujejo jih inštitucije, naseljuje jih mestna galerija, naseljujejo jih trgovine, naseljujejo jih Airbnb, tudi stanovanja, kakršna so danes, niso tista, kot so obstajala v baroku, ko si imel eno samo stranišče, pa popolnoma drugače definirana razmerja med javnim in zasebnim. Ne? Skratka, to so naseljene ruševine na nek način, ker bi vsi lastniki, naročniki in arhitekti zmajevali z glavo, se niso bile za to zidane. Pa se v bistvu fantastično obnesejo in so tudi zelo zaželjene, bolj kot tiste funkcionalistične stavbe, ki so bile domnevno zidane za točno določen namen. Tako da moj zelo kratek nasvet bi bil, dajmo zidati dobre hiše, meni čisto vseeno, če odgovarjajo tistemu načrtu, ker ko se enkrat naseli vanje šola ali pa nek urad ali pa galerija, se bo lahko dobro znašel v skoraj katerem koli prostoru. So izjeme, tega ne predlagam za bolnišnico recimo. Ja, jaz moram reči, da pred časom smo sedeli na pivu in se pogovarjali o nekih emblematskih stavbah v Ljubljani in je Miloš rekel nekaj, kar je bilo meni blazno všeč takrat, in sicer, da je stavba nova in da je zelo evidentno, da njenim uporabnikom še ni popolnoma jasno, kako jo uporabljati. Skratka, da se še niso navadili uporabljati te stavbe. In na nek način se mi zdi to tak res lep uvid v to, da kako bi, če bi si tako sposodil metaforo iz uvoda v Heglovo fenomenologijo duha, želod ni hrast. Skratka, nekaj je zasnova, nekaj je pa to, kar se potem zgodi. In vprašanje je, skratka, hočem reči, sprememba namembnosti je ta edina konstanta, ki se mi zdi nekako zelo smiselna, ne samo v arhitekturi, ampak tudi verjetno širše. Recimo, ne vem, tako če recimo gledam kulturno produkcijo, ki je meni nekako bližji, se pravi mogoče prozo pa film, mene tipično ne zanima, kaj je recimo režiser hotel s filmom povedati. Oziroma, ali pa drugačno, če vsi poznamo Tarkovskega, pa Stalkerja. Stalker je posnet po noveli bratov Strugatski, Piknik na robu ceste. In mene v principu recimo pri Pikniku na robu ceste me ne intrigira toliko, kaj sta brata Strugatski želela s to novelo sporočiti. Bolj kot to, da je to bilo njuno izhodišče, zato da vidim, od česa se je Tarkovski pravzaprav distanciral, kaj je naredil Stalkerja. In na ta način me recimo zanima sprememba namembnosti, pa zanima me, kaj je bilo zanikano odprej. Zelo tak tipičen, zelo znan primer je I Am Legend. Verjetno vsi poznate iz 2007 Willa Smitha, on je zadnji v postapokaliptičnem svetu, ki mu vlada nek virus, pa neki podivjani zombiji, ki so sami zase zelo zanimiva tema, ne bom šel zdaj v zombije. Ampak, če gledate recimo novelo, ki je bila napisana v 50-ih letih, I Am Legend, ima totalno drugo poanto, totalno drugačno rdečo nit, kot potem prvi film, ki je bil, mislim, da 59. posnet po tej noveli, je še dokaj zvest. Potem v 70-ih so posneli The Omega Man, kjer je igral Charlton Heston,
spet v duhu časa so pač utežili tiste elemente, ki so jim ustrezali, pa vrgli ven tiste, ki jim niso. In potem 2007 ponovno, tako ful lepo genezo imamo, novela, pa pol trije filmi, en za drugim, zadnji je ta I Am Legend. Ne. Pač, meni je blazno zanimivo gledati spremembo namembnosti teh artefaktov. Ne. Tako da dobrodošla sprememba namembnosti. No. Se strinjam, in tudi zelo lepa paralela, pa tudi dejstvo, da pač vsako umetniško delo ima to bistven element avtonomije, ker ga lahko vsak prevzame ali pa se opredeli do njega, čim pa postane, čim ga pa gledamo kot izraz želja enega človeka, pa zgubi to heterogenost. Ja, točno to je. In v tem ko si govoril, sem razmišljal... Nekako noseč s prihodnostjo. Ja. Ne, razmišljal sem o tem, kar smo govorili malo prej, preden smo začeli govoriti o mikrofone, v tem prostoru, ki je pač tudi večkratna sprememba namembnosti. Itak, že sam po sebi, pa tudi kar se tiče dežele pridnih v tem prostoru, dejstvo je sicer, da dostikrat smo tudi seveda v dvoranah ali pa bili smo tudi na Novi pošti, ampak vendar je nekako osnovni domicil naj bi bil klub, dežela pridnih je bila v osnovi namenjena klubu, no in tale pozicija, ko jo imamo danes, je tretja in se več kot tolikih pa že skoraj da ne more biti, pač lahko bi šli še na uno stran. Še velikih je tukaj. No, seveda še velikih je, ampak govorimo o nekih res tako približno smiselnih. Moram pa reči, da se mi ta najbolj dopade, ta mi je prav všeč. In prav za to gre, mislim, če bi imeli White Cube, eno nedefinirano sobo, ne bi nikoli postavili 4 stebrov tle, kaj šele štenge gor pa balkona tam od zgoraj, ampak te možnosti, ki so popolnoma nefunkcionalne na nek način, ponujajo seveda možnost in interakcije našega pogovora in pač čist doživljanja prostora, ki ga ne bi mogli drugače kot najti, ne bi ga mogli načrtovati. In to je pač svoboda, ki ti jo da šele ena taka radikalna sprememba originalnih zamisli, originalne funkcije. Uporabil si besedo interakcija, hkrati mineva približno 1 uro od začetka našega pogovora, kar je ponavadi zame znak, da se obrnem k vam in seveda vprašam, če bi se kdo vključil, če bi kdo kaj dodal, povedal, vprašal, pa če bi ima kdo kaj vprašal, dajte vprašati Matjaža, ki Miloš je danes več govoril, da bo izenačeno, da bo uravnoteženo. Ne, lahko tudi Miloša. No pressure. Ja, seveda, prosim. Bi jaz dodal tisto na razpravo o letalu, pa o Davosu, da se spravim, pa planiraš PR-ovski pristop, da tudi to, da nekaj ne narediš, zelo dobro poda. Samo je treba planirati, pa pristopiti do publike bolj pedagoško in bolj usmerjeno. To delajo naši prijatelji, spet, če se vračamo na povodnega drža, naš prijatelj iz Belgrada, gospod Vučić, to zelo dobro naredi. Kaj on ne naredi, to prodažo naprej, da on tega ne bo naredil in vsi ga hvalijo. Ja, da. To zahteva moj stran. Če lahko dodam tle, mogoče, ker si prej omenil arhive in dejstvo, da ko smo se pogovarjali o tem, da je pomembno tudi, kadar nečesa ne najdeš v arhivu. In po mojem, da je to tudi, mislim, jaz zdaj prvič v svojem življenju delam v arhivu v bistvu, v muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer je ta izziv, po mojem, da ne sam, je res zanimiv gledati arhiv skozi to, kar manjka v njem, kar česar ni. Ne samo kot PR poteza, ampak dejansko da ugotoviš, da ker je arhiv vedno izraz moči in ker je arhiv vedno tist prostor vsake družbe, kamor deponirajo svoje stvari ali pa stvari, ki se jim zdijo vredne, ljudje, ki imajo že tako moč, lahko enkrat pozneje bereš arhiv samo kontra. Samo skozi to, da ugotoviš, kaj manjka, nismo naučeni brati arhiva na način, kaj manjka. In to je pač po mojem, da sestavni del tega pomembnosti, česa ne narediš, pomembnosti, kako to sporočaš ali pa pomembnosti, kako sploh raziskuješ manjkajoče. Do določene mere se lotevamo teh slepih peg, pa te pozabljene zgodovine,
tudi sistematično. Se mi zdi, da vendarle zadnja leta si mogoče lahko priznamo, da smo naprimer da smo končno ozavestili to, da zgodovina niso samo veliki moški in postali predvsej bolj pozorni na pomembne ženske figure in da to počnemo sistematično, da to počnemo zavestno in ciljno. To se mi vendarle zdi, da je lahko nek pozitiven element našega odnosa do preteklosti. Ali sem morda naiven? Ne, nisi naiven, samo je pa ključno vprašanje, po mojem, a to pomeni, da se tako kot včasih v ekonomiji ali pa v družbi, ko se govori, da smo postali boljša družba, ker zdaj ne samo, da so CEO-ji moški, ampak so lahko tudi ženske, ali pa to pomeni, da bi morali redefinirati sama razmerja moči v ekonomiji, recimo. Ne? Skratka, isto pa recimo spomenikih, po mojem, da je prav odgovor, da zdaj postavimo vsaj toliko ženskih bust iz brona, kot jih že imajo moški, ali mogoče to pomeni, da moramo čisto redefinirati način kolektivnega spominjanja in da je v bistvu feministično branje prostora pomeni, da mogoče sploh ni več primerno, da vpletamo preveč z imeni pa podobami, no. Ampak da poskušamo drugače. To so zanimive dileme, po mojem. Drugače organizirati svoj spomin in drugače misliti svojo preteklost. Ja. Bi še kdo, ja? Jaz bi se navezal na umetno slovo, da naši politiki živijo in delajo, no, ampak ker seveda se dela več kot polovica dneva, sploh oni, ki rešujejo vse naše države. A smo Slovenci sposobni sprejeti, ker v bistvu politično elito naselimo v grad, ker tukaj so pa zelo dobri so razpršeni, so vse nekje med nami lahko tudi demonstriramo, stvari se ne da tako lahko zapeti, kako gradiš cel trg. Lahko jih brezstično napademo, ne? Tako si. Na primeru Branka, ja. Naenkrat se pa zapre celo področje, oni so itak vzdignjeni delali brez viška. Jaz mislim, da mi kot narod tega nismo sposobni sploh sprejeti. Pišuka, ne vem, Robert, a veš, oni res gledajo z viška iz te stavbe, ne? Ki je Miloš predlagal. Sam to tudi pomeni, da vse vidijo. Ne? Veš, težko je umakniti pogled, če skozi gledaš na Trg Republike. Ne? Veš, spomnim se na sneženi falos, ki so ga zgradili za Janšo. Ne? Pač to bi vsi videli, ne? To erekcijo. Pogled deluje v obe smeri. Nenehno imaš na ogledu tudi sam. In ta grajski kampus Brdo pri Kranju, ki je postal popularen za vse državniške funkcije, po mojem, da prav zato, ker nobeni oblasti ni ustrezalo do posamosvojitvenih vlad, da se popolnoma izolira od urbane kompleksnosti, od trga. Ne. Od Avstro-Ogrske preko Kraljevine Jugoslavije do socialistične Jugoslavije so vse oblasti silile na sredino mesta. Naša gre pa v bistvu v suburbijo, v zelo lep, kvaliteten park in grad, ampak ne odgovarjajo zaradi zgodovinskih kvalitet navezavna Zoisa ali pa kvalitetne, ne vem, prenove v času Karadžordževićev in Tita, odgovarjajo zato, ker je ogromno, verjetno največje, lepo organizirano posestvo v Sloveniji s pogledom na Storžič, skratka lep backdrop ima, pa lahko je že vgrajeno. Ne. Skratka, tukaj pa ta suburbana težnja slovenske posamosvojitvene oblasti pač pride neposredno do izraza. Ideal uradnika je, da ima hišo nekje v predmestju, ideal vlade pa je, da ima en kampus, kjer se srečuje s tujci, pa ji ni treba sploh naleteti na kompleksno življenje enega urbanega središča. Torej, ta povzdigovanje v stolpnico je po mojem, da druge vrste je pa to zrelo, transparentno povzdigovanje. Ja, je v vertikali, ima zelo lep razgled, ampak deluje na obe strani, iz vseh koncev mesta je vidna. Ne more se skriti nekam stran, ne more delegirati svojih odločitev samo preko Twitterja, ampak točno veš, kje so te ljudje. Začutil si malo tesnobo, hoče reči. Sej, ne vem, pri meni je šlo za en zelo instinktivno reakcijo, jo moram še mičkrat pregledati vse. Ampak ne, moram reči, da, ja, prosto. Ta ideja tega Radonja, se ne vrnemo s tem malo nazaj
Grad na hribu, misliš, ki pač bdi nad. Stolpnico? Predlog Miloša je bil, da grejo v stolpnico Nove Ljubljanske banke na TR2. Ja, sej, ampak pač ta pozicija od zgoraj na Iz gradu. vzdolj. A ja, zdaj pa V ne vem, a mesto. govorimo o Brdu ali govorimo o Trgu Republike. Seveda, kako bi se pač finančno izkazali za dejansko najbolj smiselno dejanje, si rekel, ne? Hkrati pa ta simbolni moment. Mislim, lahko rata Mordora, ne? Ja, the Two Towers. Sej tudi lučke gor, že so naštimane, sem tisto oko je treba. Vse verjetno bi prihajalo do česa tazga. Sam po drugi strani imamo stolpnice tako v Ljubljani in ta je postavljena. Imamo 2 stolpnici, ki sta novi in bleščeči in gor se ne svet grb Republike Slovenije, ampak Interkontinental na eni in Grand Plaza hotel na drugi. To sta po mojem, da ta prava 2 stolpa iz Mordorja. In meni se zdi, da je bolj tvorno, da damo, kako se temu reče, benefit of the doubt, da dopuščamo, da mogoče, ja, lahko se Sauron naseli v to stolpnico, lahko pa tudi ne. Medtem, ko pri Grand Plazi pa mislim, da je vsem na očeh, kdo je not. Ok. Matjaž, res ful oprosti danes, če bi imeli to RTV-evsko časomerilnost, če bi bil Zvida Petrovčič, veš, bi bil ful bolj priden pri tem spremljanju časa in sprot pri vsakem odmoru za oglase bi tudi povedal, aha, gospod Kosec je govoril toliko, gospod Ličer toliko, tako da v naslednji rundi, gospod Ličer, boste imeli več na voljo. Ampak Jaz bi že šel in padel po stopnicah, ja. In Miloš bi rekel, aj še živ. nažalost, ja. Kot je rekel sam, da ne bo kakšne pomote. Rekel bi, da če ne bi bilo za spremembo namembnosti, tukaj sploh stopnic ne bi imel. Točno to. No, pravičujem se ti pa zato, ker bom tudi za zaključek prosil Miloša, ne v skladu z idejo uravnoteženosti in sicer tik preden smo šli noter in ko smo se tudi seveda pogovarjali o stvarih, o katerih se bomo pogovarjali danes, si povedal eno fenomenalno štorijo, ki jaz prej nisem poznal in se mi zdi, da tako čudovito ilustrira v bistvu celo to idejo organizacije spomina, spomenikov, razumevanja in doživljanja preteklosti. Gre pa za to zgodbo za to madžarsko zgodbo seveda. Ne? Mogoče lahko ponudimo kot ta zaključek uradnega dela večera. Ok, bom probal, ja, zelo na hiter eno zgodovinsko anekdoto o nepričakovani povezavi med prihodnostjo in preteklostjo samo risati. Na koncu 19. stoletja so Madžari po stoletjih nečesa, kar so razumeli kot tuja nadvlada, skratka najprej Turki, potem pa Avstrijci dobili avtonomijo, praktično samostojnost in to samostojnost, to svobodo, narodno svobodo takoj uporabili za tipično srednjeevropsko razumevanje, kaj pomeni, da si svoboden. To, da začneš tlačati vse narode, ki so okrog tebe. In ta redefinicija madžarskega nacionalizma, ki v bistvu živi še danes, ne, velike Madžarske, je najdla svoj katalizator v priložnosti, zagotovili zdaj pa približno 1000 let, odkar so Madžari, stepski konjeniki, upadali v Panonsko nižino in ustanovili Madžarsko kraljestvo. In so vprašali svoje zgodovinarje, kdaj približno se je to zgodilo. In so rekli, ne moramo čisto točno povedati, ampak bilo je nekje med letom 880 in 900 našega štetja. In so rekli, ok, če ne vemo čisto točen kdaj, pa dajmo reči 1895, zato ker je samo nekaj let oddaljen in medtem mi lahko naredimo, pripravimo infrastrukturo za eno celo serijo manifestacij, spominskih parkov, spomenikov in ostalih stvari, s katerimi bomo proslavili to svojo novo svobodo in ta svojo novo madžarsko kraljestvo. In res začnejo graditi prvo podzemno železnico v kontinentalni Evropi, v Budimpešti, začnejo graditi svoj veliki parlament, ki se je zgledoval po britanskem, začnejo graditi en spominski park, ene stotine spomenikov
madžarskega imperializma se takrat postal. Na kar se ta letnica približuje in ugotovijo, da mogoče pa ne bojo vsega zaključili do tega jubilejnega milenijskega leta 1895 in se spet zberejo, ta odbor se zbere in ugotovi, kaj pa če bi glede na to, da ne vemo, kdaj so prišli, prestavili tisočletnico na 1896. In zares do 1896 pa so lahko dokončali vso infrastrukturo in takrat otvorili milenijsko leto. Kar pomeni, da so se naknadno v bistvu madžarski bojevniki v stepe Panonske nižine preselili eno leto kasneje, zato da so lahko njihovi potomci čez 1000 let pravočasno dokončali infrastrukturo za proslavo tega prihoda. Evo, to je to. Hvala za obisk. Evo, lahko noč. Ja, seveda, pridite še kdaj v deželo Pridnih, pa vabljeni tudi, da seveda ostanete tukaj in da v manj formalnem okolju še kaj rečemo. Hvala.